V Slovenj sem na dražb urednejšega lesa. V glavnem, tele okoli mene je približno 6850 hlodov oziroma 7150 kubikov hlodovine. Mislim, da bo vse skupna vrednost, ki se je prodava za 2,2 milijona, a 2,5 milijona po mojem, evrov. Tako da bom dala kakšen krog naredil, da se malo pozanimam, kako je, kakšen ga probo najde, da bom malo več povedal. Jaz sem itak malo bolj lajk v temo, ampak je pa kar po moje zanimiv. Da bomo malo, pa da vsaj jaz malo izvedel. Drugače pa licitacija tako poteka, da kupca v zaprtih kuvertah prinesejo pa svojo ponudbo in tu pa ne morejo več višati. Ne vem pa, koliko je bo ponudb, koliko se je kaj prodal, kakšne so bile kaj cene, tako da pojďte z mano, bomo malo izvedla. Kršu! Sem rekel hlod, skoraj za 7 jurjev, 11 metrov dolg, premer 89 cm, pa 6,8 kubika, kar fajn petardica. Zgleda en favorit, ki ima zastavico gor. Hrast dob, 4 jurje pa pol skoraj dobo za tale hlod. Graden, 2 kubika dobre, 1700 približno na kubik. Zdaj sem pa srečal še Jožeta Jeromla, ki je tudi pobudnik prve licitacije v Sloveniji, pa me zanima, koliko let zdaj to že traja. Ja, lepo zdrav tudi z moje strani. Ja, to traja že polnih 18 let, kot je že predstavnik ministrstva v govoru napovedal, naša licitacija je polnoletna. Ja, polnoletna, tako ja. Iz kje pa je ta les? Je v slovenski, je tudi iz tujine kaj? Ves les ni iz Slovenije, vsako leto prihaja nekaj lesa iz sosednje Avstrije, v zadnjih letih pa tudi iz Hrvaške in Bosne. Lansko leto in predlansko pa je prišel les tudi iz Madžarske in Srbije. Kdo pa so kaj kupci, kam greste najdražja hlodovina? Najdražja hlodovina običajno gre v kupcem iz Nemčije ali Italije, vendar letos teh dveh kupcev na našo licitacijo ni bilo. Največ kupcev prihaja še vedno iz Slovenije, letos jih je bilo od 56 18, kar na drugem mestu pa so kupci iz Avstrije, potem jih je pa nekoliko manj iz Nemčije, Italije, Švice, Češke, Hrvaške, Srbije in tudi letos je kupec iz Portugalske. Zakaj pa se pa to vse uporablja? Za razne jahte, luksuzne avte, puškarstvo, glasbila? Tako je. Večino tega lesa se predela v vrhunske furnirje, ki se uporabljajo za armaturne plošče, za prestižno pohištvo, opreme, jaht, hotele in podobno, in tudi za glasbila. Seveda nekaj pa tudi za masivno pohištvo. Kako pa se spreminja kaj skozi leta, zdaj ta popularnost? Kaj je v modi recimo letos, kaj je popularen? Že pred licitacijo smo vedeli, da je bilo lansko leto in letošnje leto veliko povpraševanje po macesnu, ki je zdaj mogoče najbolj v modi, potem veliko povpraševanje po kvalitetni smreki in še vedno dosti veliko povpraševanje po zelo kvalitetnem hrastu. Malo manj povpraševanja je po hrastu slabše kvalitete, kar se je poznalo tudi pri tem, da je največ hrasta take povprečne in slabe kvalitete ostalo neprodanih. Tudi ostale vrste, gorski brest, jesen in sadno drevje se kar dobro prodajajo. Kakšni so pa kaj stroški, da bi jaz recimo kot kmet pripeljal hlodovino, hlod? Strošek za lastnika je najprej strošek prevoza do licitacije, potem pa še strošek same licitacije, 14 evrov po kubičnem metru za hlode, ki dosežejo ceno do 400 evrov za kubični meter. Tisti hlodi, ki pa dosežejo več kot 400 evrov, za tistih pa je strošek 5%. Se pravi, hlod, ki bi bil vreden 500 evrov za kubični meter, bi bil strošek 25 evrov. A se po večini so vse prodali, se ne, oziroma koliko je kaj ponudb na en hlod, koliko je s temu? Večina lesa se vedno proda. Tudi letos se je prodalo preko 90% lesa v prvem krogu. Hlodi dobivajo različno, od
ene ponudbe pa tudi do 15 ali še več ponudb. Seveda je vse odvisno, kakšne kvalitete hlod je in koliko je na trgu za tako hlodovino zanimanje. Običajno je pa tako, da tisti vrednejši sortimenti imajo sigurno več kot 4 ali 5 ponudb, tisti manj kvalitetni pač 1, 2, 3. Super, hvala lepa za informacije. Enako. Pa srečno. No, da sem pa še Roman na srečo, smo zadnjo skupaj Hmaj nadivali. Roman, živ? Zdrav. Ti, škva mene zanima. Pokoj jaz v Hmaj ne vem, kdaj imam ta prav hlod za nadražbo, kdaj ti stop quality, da ne sam za pravost plačeval. Zdaj tako, v prvi vrsti, ki priješ v gost, mora biti deblo drevo, ne droben, in pa mora biti lep. Če je sam na pogled lep, še ni nič, zato ker nikoli ne veš, kaj je noter. Ko ga podreš, šele vidiš, kaj se noter skriva. A fajn, kot pri ženski. Ja, v bistvu je tako kot pri ženski s tem, da se zdaj zabavaš. Ne, dober je, dober. Že... To se pravi, lahko malo na prvo oceniš, na deleč pa vidiš. Ja, na deleč oceniš. V bistvu, če se ti zdi, da je lep, primeren za licitacijo, pokličeš gozdarja, prijeta pogledati drevo, ko raste, reče ja, ko ga podreš, pa vidiš, kaj je noter, vsebina, se pravi, a je gnil, a ima luknjo, a je lepe barve, tekstura, To je osnova. Potem pa naprej je pa pomemben tudi samo krojenje dreves. Zakaj? Zato, ker ti drevo, če ga skrojiš narobe, lahko uničiš drevo. Listavce si nikoli ne krojijo na meter. Tisti odkupovalec, ki reče, zdaj bomo pa 4-metrske hlode mi na žagi, tisti ni dober odkupovalec. Ti moraš vedno krojiti hlod na napako, 2 metra, 2,5, pa se gre pa po 10 cm naprej. Na napako. Zakaj na napako? Zato, ker če imaš ti 3,5 metra ali pa 5 metrov hlod lep, kaj bo 4 metre lepega, 1 meter lepega boš dal pa stran. Tej, ki delajo potem iz lepega hloda furnir, luščenca, v bistvu, kakor so meni to, ko smo bili tam v eni tovarni, ki delajo luščenco, so rekli, da je najslabša mera 4 metre. A res? Ja, je boljša 5, 3, kakor pa 4. Zato, ker če delajo furnir, ali pa luščenc, pa delajo za vrata niso 2 metra, so malo več, Ja, pa sfali. In če imaš ti dvakrat po 2,20 metra, je to 4,40 metra, pa malo gre še nadmere mora iti, ki gre, in je pol ti sfali, Si ti že kakšnega pripeljal na dražbo kdaj? Moram reči, da moj prvi drevo iz mojega gozda, ki sem ga pripeljal, sem zelo dober, je bil Javor Rebraš. Imel sem srečo, to je loterija vse in sem imel izredno srečo. Dobil sem pa, moram reči, za tiste čase zelo dober. A res? Ja, res zelo dober. Bila je letna plača. Vidiš, To je dober denar, ampak še ko ga sem pripeleš, ne moreš vedeti, koliko je vreden, ker vsak kupec ima svoje oči in kupec kupuje. Jaz bi vse imel Rebraše, ampak kupec kupuje in jaz svoje drevo bom vedno cenil. Moj drevo je najboljši. Ja, sigurno. Boljši kot tvoj. Sam kupec pa ve, kva pred. Kupec pa točno ve, kaj kupuje in kaj bo z njega naredil. Kje pa rastejo ti gorski javori? V gozdu. Ja. Verjetno malo višji gor, če so gorski. Ne, čisto odvisno. Zdaj, gorski javor raste praktično povsod po Sloveniji, in ta gorski javor, Rebraš, to je napaka, to ni gorski javor, vrsta Rebraša, to ni. To je navaden gorski javor, ki ima napako, da so se rebrca naredila. To pa ni serijsko tako. Ne, to so napake in ta napaka je ena bolj iskanih, ni najbolj iskana napaka so ta ptičji javor. Tukaj mislim, da ga še nisem videl na licitaciji, Rebraša je pa veliko bilo. To se pravi, to so eni taki unikati, ki jih imajo kupci radi. Ja, v bistvu je tako, kupec išče napako, tu išče določeno napako in tisto napako pač hoče imeti in zato je več pripravljen plačati. Gre pa to pa za vse sorte luksuznih zadev, ne pa za... Tako, to gre za ladje, za glasbila, konkretno tisti javor, ko sem ga jaz prodal, je šel za violine. Vsaj tako so mi rekli. A kaj veš, koliko je tlele vrst? Na licitaciji v Slovenj Gradcu je letos 37 drevesnih vrst različnih. Ko če šlo mi tukaj še nekaj hloda, pa ga uživamo pogledala, pa da boš malo pokomentiral. Ja, seveda. Ko pa je fora, da je s koreninam, pa tudi vozijo pa. Zdaj je tako, orh je zelo lep les.
Zelo lep les in je seveda pogosto tudi zelo iskan zaradi obarvanosti, ker je lepe barve. Moram reči, da orehovi plohi ali pa pohištvo orehovo je od nekdaj zanimivo iskano. Eni pravijo, ja, korenina, korenina je pa tista, ki pa da lesu ceno. Ponavadi je tako, da tisti, kjer išče hlod orehov, mu je korenina preveč. Mu je višek in mu je napaka, ker v bistvu ne vidi, kaj je v hlodu noter. Tisti, kjer pa išče korenino, pa hloda ne rabi. In praviloma, tako so me učili, takrat, ko imaš ti slabe kvalitete hloda, prodajaš korenino. Mu korenina zvišuje ceno. Če pa prodajaš hlod, moraš pa korenino stran dati, ker mu korenina znižuje ceno. Ja, pa tudi ne vidiš lih. Ne vidiš noter, kaj je, ker on mora čez prijeti. Če da, ne vem, tukaj je dal 2 jurja, 2,800 za hlod, on mora točno vedeti, koliko bo iz tega dubu, kako. Ker mi vidimo samo tukaj ceno, tukaj je treba še peljati v luščilnico ali pa v furnirnico, tam ga morajo skuhati, ga morajo prežagati, ga morajo zlušati in pol noter je lahko skrita napaka, tukaj ne vemo, kaj je tukaj noter. Tole zdrava napaka videti, lahko je pa tukaj, ko žagamo, pa luknja noter. In ne veš, kaj je noter. Sej seveda, tisti, kjeri, jaz sem reverni gozdar, jaz tega ne odkupujem, vem pa, kakšne napake so lahko noter. In tisti, kjer se pa s tem ukvarja, verjem mi, tisti bo najdel vsako napako, ker on, če se bo enkrat zafrknil, pa bo v minusu. Ja, itak, pojem, nisi nič naredil. Nisi nič naredil. A kakšni kupci hodijo s kakšno skirco, pa da je to malo praskajo? Tole ne odbijajo, ampak dostikrat pa praskajo ljubje. Predvsem to že prodajalci, se pravi tukaj na licitaciji, naredijo, se pravi ta gospod Jeromelj, ki je bil ta prvi, ali pa tej, ki pripravljajo hlode, prav odbijajo takole les, bomo mogoče kakšen javor rebraš videli, zato da se noter vidijo rebra. A si že gledal, kako to pogledaš? Nisem to kolik. Pogledaš, tukaj je številka debla, 5431. Tukaj le poiščeš številko. Evo, beli gaber. Ja, beli gaber. Pa imaš pa dolžino hloda verjetno, ne? Pa koliko je premer? Ja, tako. 57 cm. Pa 1,2 kubatura kubika. in ni bil prodan, Ker ni cene, ni bil prodan. Ostali so bili prodani. Tukaj le imamo, koliko je na kubik, pa koliko je na hlod, pa koliko ponudb je bilo. Tle so pa ponudbe poj? Ja, število ponudb. A buku se tudi prodaja? Ja, ampak praviloma buku ni imela nikoli dobre cene. Zdaj le vidim, da ima dosti dobro ceno. In bukve, če boš pogledal tukaj na konc, bukve po mojem niti ni dosti hlodovine bukve, zato ker buku nikoli ni dosegala na licitaciji dobre cene. Tukaj imamo 62 hlodov, 62 hlodov, ponudb za teh 62 hlodov je bilo 207, kar pomeni, da ni bilo tako malo ponudb, na vsak hlod je bilo cirka 4 ponudbe. Kubature 88 kubikov, poprečna cena, srednja cena, poprečna cena 126, maksimalna pa 300. Tole niti ni taka cena, ker tukaj bi mogli pripeljati najboljše hlode bukve. In za najboljši hlod bukve tole ni ne vem kakšna cena. Lansko leto so bila drva po 80-90 na Kamionski cesti. Pa že tam vse skupaj. Ja, pa prevoz recimo sem je odvisno, pride 30 do 45-50 evrov, odvisno od kje voziš. Pol stojnina tukaj, drevo, ki je tukaj, moraš tudi plačati, da stoji. Mora biti, kaj veš, koliko je bil rekorder tle kdaj predan? Ne veš iz glave, verjetno. Z glave ne vem, okoli 20 000. 2 let nazaj je gorski javor rebraš dobil rekordno ceno 23.800 evrov na kubik oziroma 47.850 evrov na hlod, ki ima 2 kubika. No, to pa je ta prav zlato. Gorski javor, jih je 540 hlodov, najboljša cena 5600. 6500 za hlod. Ne, za kubični meter. Za kubični meter, ja. Beli gabor in ni bil prodan. Ni bil? Ne. Lepa, ne? Jo. Tudi, ne, nista bila. Beli gabor so drva v bistvu. Ta je lep hlod drugače, zelo lep hlod. In valjda, da ga je probal prodati, ker ga je škoda, da tudi drva. Ampak vedeti pa ne moreš, enkrat se bo pa pojavil, eden bo pa dal za takle hlod 400 evrov, se boš pa pogledal toliko, da si ga dal v drva. Licitacija, jaz pravim, da je to brezplačna srečka. Ti si iz svojega gozda dal les, če si ga prodal, boš dobil
Če je res kvaliteten, boš dobil veliko denarja, če pa ni kvaliteten, ti pa les pokrije stroške. Se pravi, ta les bojo prodali tukaj najmanj kot drva, ne? In bo pokril praviloma stroške, prevoza pa stojnine. To se pravi, pa je loterija, te prava. To je loterija. Kar je tle ostane, kar se ne proda, se isto pa je po normalnih tržnih Po cenah. tržnih cenah prodajo naprej. S tem, da imaš ti strošek prevoza, pa strošek stojnine. Tle pa vidim, da je en kratek, pa je en izredno dolg po zadnji. Ja, tole sem pogledal, je hruška, ne? Hruške je sadno drevo, ponavadi raste v sadovnjaku doma. Velikokrat grejo žal v drva, te hruške. Ne? In hruška, češplja, sliva, no? Ja. pa kakšen jabolk, to so zanimive vrste za na licitacijo, ker recimo dosega po kubiku dobro ceno, a ne? Ampak tole je malo kubikov, ne? In pol na koncu pride recimo tale, koliko smo rekli, tale je 11, a ne? 11 po kubiku 280 evrov, ampak en hlod je dosegel 58 evrov, a ne? Ampak za 280 evrov drva Se pa kar drage. drugače je lep hlod, a ne? Lepo bo lep les, ampak je res škoda, a ne? To lahko s prikolico pripelješ na licitacijo, če tako pogledaš. Edino to pa je res, ja. Ni to prevoza pa Ni tega. prevoza, sam to je izlet. Kaj kubikov nanese tle, kaj imajo? Joj. Kaj imajo smreke, so to največje, kaj imajo? Ne, topoli so bili največji. A je topoli? Topoli so bili debeli tam po meter pa pol. Zdaj ni nobenega, ampak včasih so res taki debeli topoli, ne vem koliko kubikov, ampak se zgodi, da ga tudi ne prodajo, ker je problem transporta, pa ne iščejo vedno take velike. Zdaj zadnja leta je bilo povpraševanje po hrastih, a ne? Lih danes sva govorila z gospodom, da pa povpraševanje po hrastih malo upada. Kje so pa najbolj iskani hrasti? Dob. Hrast dob je najbolj iskan, ja. Tudi najboljše cene dosega, ne? No, da pa vidim, da zastavico, da smo pa prejmo zmagovalce. Ja, to je gorski javor, rebraš. Ta je letos zgleda dosegel najboljšo ceno, 6500 evrov po kubiku oziroma slabih 10.000 evrov na hlod, ne? Gorski javor, ampak vedno rebraš, bom tako rekel. Vedno doseže najboljšo ceno. To se pravi, zato ima napako. Ja, iskano napako. Iskano napako. Sam to se spodaj skriva pod lubjem, ja. Pod lubjem se skriva, ja. Tole se vidi, da je rebraš, in tukaj le vidiš, ko so sekali noter, da so gledali. Da so olupili tudi, a ne. Aha. In rebraš je doskrat samo spodaj na koreničniku je skoraj vedno rebraš, a ne. Zgorej po deblu pa ni, ali pa je samo polovica debla je rebraš, polovica ne, oziroma tako je, ali je leva stran, desna ni. Doskrat se tako zgodi, ni po celem vedno rebraš. Oni, tej kupci pol pregledajo, kakšen rebraš ima lepo strukturo, bolj enakomerno, ki ima strukturo tehle reber, bolje iskana. Bolje iskan. To se pravi, tu pa je čez cel hlod noter, pa je karižejo, pa to se vidi še te reber. V bistvu je naravnost, imaš občutek, da vse valovi. Težko ga je najdeti, doskrat se pa zgodi, da ga posekajo, pa dajo v drvo. Ker ne porajtajo. To zato, da ga ne skole, kaj pora? Ja, to je drevesna spona, to so taki esi, rečemo tudi. To je zato, ker hrast ali pa drevesa, ki imajo velike sile, a ne ti, ki podreš drevo, ki se tukaj se drugače suši znotraj, a ne, začne pokati in tele spone so zato, da les skupaj drži, da ne poči čez celo ali pa daleč noter. Ker razlika je pa v sušenju, a ne, tukaj je lubje, to je koža, tukaj ni in tukaj se bolj suši na tem delu in pride do razlike v silah. Če je tam dobro, tole vem, da cahne, kaj pa je ta modra fora? Mi pri lastniku prevzamemo les, označimo les z ploščico in napišemo, kdo je lastnik, pa vse podatke. Ko pripeljejo tukaj na licitacijo, so te številke različne po vrsti. In zato, da ga pa mi na sami licitaciji lažje najdemo, so te rumene potem po vrsti, po številkah, a ne, ko greš, da je, ne vem, 1, 2, 3, 4. Da so pa je lepo, da sam dol gledaš. Ti, ko gledaš po katalogu, ko greš po vrsti, točno vidiš zaporedje. Vse sosede, ki tudi tle sosed poje. Tako. Tle gledam, tole petardo. Ta je dobra, ja. Kaj pa je to za en sploh? To je veliki jesen, je velik, debo, zanimiv za pogledati. Sicer velike rasti, lep, kratek hlod, naprej pa zelo razvejan. Mislim, da ima okoli 1100 evrov za vse skupaj, za cel hlod, okoli 200 evrov po kubiku. To je, rekel, solidna cena za ta hlod, ampak spet, kupec je mogel vedeti, zakaj ga kupuje, kaj bo z tega naredil.
Drugač pa gledam tile ta velike hlode, ki jih je itak tudi kar dosti. Kako pa to sploh pripeljejo, to je že strošek, oziroma kako naložejo, to rabiš hija, filičar, orang. V gozdu praviloma hlode nalagamo z hijavoma, ne? Se pa dostikrat zgodi, da klešča ne raztegne dosti visok in dosti narazen, ne? In ga ne more niti prijeti. Takrat uporabljamo, ne vem, ali ketne. Se pa tudi zgodi, tudi to sem že doživel, da pa hloda ne more dvigati, ker je pretežek, si ga pomaga malo na vzvode, včasih velik dolg, recimo hrastov hlod, debu, ga je težko naložiti, si na vzvod pomaga, sicer pa tudi to smo, enkrat smo en debu topol nakladali, so pa z 2 hijavama. Da so pa lahko naložili. To verjamem, da je kar projekt. Drugač pa je verjetno tudi projekt tole prešagati. To je pa že kar rabaš meč, ja? Rabaš pa dolg meč, ja. Marjej, to je noro. Pravo, da pravo. Koliko let pa rab, recimo, drevo ali pa hlod, da dozori, sicer ne vem, kjer sicer vrsta, ampak tako, kakšen primer. Ja, recimo A pa za hrast, gorski javor, ki smo govorili, koliko let mora to gorski biti? javor tam 100 do 150 let, hrast 300, to je pa kar 400, toliko. lahko tudi več, smreka 100, 120, odvisno kje raste, če ima manjšo rast tudi več, odvisno od hitrosti rasti. Dolenjska recimo isti primer raste 100 let, na Gorenjskem, ne vem, To se pravi, je res pol kar 150-200 let. kar leta. A ne? A je pohlep, daj kakšen krivc, da ga kmet prej krcne, pa da ne dorase dosti, pa da je preslabo ceno pa dobi. Ja, včasih se jim mudi. Se jim mudi, Včasih se jim mudi. Pa s tem za potrebca tlele. To sem pogledal prej le bršlan, ampak probajo. Če gre, gre, če ne gre, ne gre. Evo, mi smo šli krog z Romanom, tako da hvala lepa, da smo malo popeljali, pa malo razkazali. Vidimo, hvala ti. Cipresa. Sploh nisem videl, da to gleda bil zrase. Ima pa ceno 100 evrov na kubik, tako da če ima kdo doma debele ciprese. Kakor sem slišal, je letos tudi bolj popularna, da so hlode dolga. To se pravi, til bolj takrat, tam 2 metra, 3 metre, da ni tok in mora biti kar kajla. Če imel te hlode tinderega, tega nam zdi kar v desno svajplu, stari, ki je tako fest. Črni topol, kaj je to? Je črni topol? Črni topol. Koliko evrov na kubik? 155. 155 evrov na kubike, ja. Dobri 5 kubikov, v kup. Na tem strani imajo pa tudi malo stojanc, pa jurčko vidim fletna. Še ansambel smo imeli, pa tamle malo govora, pa to, ampak da je že prazna. Drugače pa tale tudi ne ta prava patarda. Tole je graden zadnji, 9,2 metrov je dolžina, pa skoraj 9 kubikov, ampak vrednost je pa slabe jurja, cel hlod. Še ena mohuj smreka, 4 jurja 400 za hlod. Koliko pa je to kubikov? 3,6 kubika, pa 7,5 metra je dolg. Tele dve so tudi kar patarde, Sakvoja pa Macesen, ta je bil za Jurija predan prvem bližnji hlod. Ne vem, koliko je dolg, je 4 metre. Tala pa top model, sam ni pa predana. Verjetno je zato, ker že malo gnije, ne vem pa ne. Tele pa tudi še ena Sakvoja, tudi lepa, ima fajn obliko, no, tole mi je všeč, ampak kakor vem, je to bolj tak mehak les, bolj zandrek. Evo, še kostan, za 300 evrov komad, oziroma 400 na kubik. Je dobil več denarja, kot on, ko je bil lep, gladek, Je rekel, zdaj mi je pa žal, da sem stran žagal. In pol pa probaš, in pol lepe voziš, pa dobiš za slabše boljšo ceno. Če jaz sem pogledal tile patarde, v glavnem prav fama bo, da bo doma kakšen drevo, hlod, da bi to ne 15 evrov stržil, ampak mislim, da tega pri meni nav. Tako da najbolje grem dam nazaj na meter žagat, pa za drva, da sem saj gruznih, če že služunem. To je pa to zankrat. Živ! Thank you.